Jaslice in drevo predstavljajo sporočilo upanja in ljubezni, pomagajo ustvarjati božično ozračje, naklonjeno temu, da z vero živimo skrivnost rojstva odrešenika, ki je na zemljo prišel s preprostostjo in krotkostjo. Pustimo se pritegniti v duhu otrok pred jaslicami, kajti tam se dojame dobroto Boga in se kontemplira njegovo usmiljenje, ki je postalo človeško meso, da bi raznežilo naše poglede. Tako so se glasile besede papeža Frančiška, ko je nagovoril delegaciji iz italijanske pokrajine Trento in iz Malte, odkuder letos prihajajo jaslice in božično drevo, ki krasijo trg svetega Petra v Vatikanu. Med avdienco so bili darovi svetemu očetu uradno izročeni. Udeležili pa so se je tudi otroci, ki se zdravijo na onkoloških oddelkih nekaterih italijanskih bolnišnic in so med terapevtsko ustvarjalnimi programi fundacije grofice Lene Thun ustvarili glinene okraske, ki so sedaj na vatikanskem božičnem drevesu. Sveti oče je dejal, da vsi, ki bodo obiskali jaslice na trgu svetega Petra, bodo povabljeni, da bi odkrili njihov simbolični pomen, sporočilo bratstva, medsebojne delitve, sprejemanja in solidarnosti. Anche i presepi allestiti nelle chiese e nelle case e in tanti luoghi pubblici sono un invito a far posto nella nostra vita e nella società a Dio, nascosto nel volto di tante persone che sono in condizione di disagio, di povertà. Tudi jaslice v cerkvah, po domovih ali na javnih mestih so povabilo, da bi v svojih življenjih in v družbi naredili prostor za Boga, skritega v obličju mnogih oseb, ki se nahajajo v situacijah stiske, revščine in trpljenja. Božično drevo, ki stoji poleg jaslic na trgu svetega Petra in prihaja iz pokrajine Trento, ki je obdana z očarljivo naravo, s cvetlicami, rastlinstvom in kristalnimi potoki ob stezah. Lepota tistih razgledov je povabilo k kontempliranju stvarnika in spoštovanju narave, ki je delo njegovih rok, je dejal papež Frančišek.